Ob vnetih ter bolečinah v žrelu in grlu vam pomaga Tantum Verde. Tantum Verde, bodite v harmoniji. Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Dializna dejavnost na kliničnem oddelku za nefrologijo v bistvu poteka v nespremenjenem obsegu. To pomeni, da pri nas v naš klinični center, v oba dializna centra na Zaloško in v Levnišče dnevno prihaja med 260 in 270 bolnikov, ki rabijo dializno zdravljenje. To za nas predstavlja precej velik organizacijski problem, ker v bistvu moramo vse te bolnike nekako oceniti glede njihovega aktualnega zdravstvenega stanja. V bistvu smo se mi za to mogli kar precej reorganizirati. V bistvu imamo zdaj protokol tak, da se vse bolnike v bistvu pred dializo pokliče bodisi domov ali pa v inštitucijo, kjer so te bolniki nastani. Imamo kar nekaj bolnikov, ki so oskrbovanci DSO, ti še posebej predstavljajo velik izziv za nas, zato imamo praktično vsak dan dva zdravnika v dializnem turnusu, ki sta nekako odgovorna za to, da se te bolnike prvič prekliče in drugič, da se preveri njihovo zdravstveno stanje že vnaprej, preden pridejo na dializo. Potem pa v drugem koraku smo mi tudi spremenili organizacijo dela. Tukaj imamo več kontrolnih točk. Zadnja je v bistvu pred vstopom na dializo, oziroma predzadnja pred vstopom na dializo in zadnja direkt pred vstopom v dializno sobo. Vstopajo posamično, se preveri njihovo zdravstveno stanje, telesna temperatura, preveri aktualne simptome, morebitne znake okužbe dihal, epidemiološka situacija v domovih in se potem, če obstaja kakršenkoli sum, v bistvu potem takoj obvesti našega dializnega zdravnika, ki potem preveri zdravstveno stanje in potem bodisi napoti na bris ali pa v bistvu gre na dializo, odvisno od stopnje tveganja. Tako da za nas v bistvu v zadnjem času v bistvu imamo, kar se tiče organizacije in logistike, seveda dela še več kot v običajnih razmerah, seveda moramo pa praktično opraviti enako število dializ. Pri nas smo do zdaj odkrili v tem obdobju v bistvu 3 pozitivne bolnike. Naši bolniki so izjemno rizična populacija. To so bolniki, ki imajo zaradi ledvične okvare praktično pridružene številne bolezni, predvsem srca in ožilja, in so starejši bolniki, več je moških, tako da to je v bistvu najbolj ogrožena populacija in zato smo mi še v bistvu tako posebej pozorni, da dejansko skušamo preprečiti vdor te bolezni na naš dializni oddelek, namreč to bi dejansko lahko takšna epidemija imela resne posledice v bistvu za zbolevnost in umrljivost naše populacije, ki je dejansko najbolj občutljiva. Seveda druga naša občutljiva populacija so pa transplantirani bolniki. Tukaj smo pa v bistvu prišli na področje telemedicine, če lahko temu rečem, tako da v bistvu mi spremljamo zdaj naše bolnike nadaljavo in se tukaj v bistvu v našem centru spremljajo samo bolniki, ki so v neposrednem oziroma zgodnjem obdobju po presaditvi ali pa če imajo druge akutne nenadno nastale težave, s tem, da jih mi v bistvu preden pridejo v naš center zopet pokličemo po telefonu, preverimo njihovo zdravstveno stanje, epidemiološko situacijo. In seveda nekatere od teh smo tudi že napotili na bris, preden so prišli sem, tako da ta telemedicina je v bistvu tisto, kar zdaj počnemo. Kar se tiče pa v bistvu izvajanja transplantacijske dejavnosti, seveda smo pa v dogovoru s Centrom za transplantacijsko dejavnost in Slovenija Transplantom v bistvu ukina za to obdobje v bistvu vse neurgentne presaditve ledvice, ker vemo, da pač ti bolniki imajo seveda drugo možnost nadomestnega zdravljenja, to je dializa, za razliko recimo od drugih presaditev življenjsko pomembnih organov, kjer pa seveda mora teči naprej.